stranka je, čeprav razumem, naklonjena socialnemu podjetništvu in ideji, da je potrebno tudi to področje našega gospodarstva mogoče bolj spodbujati, bolj razvijati. Po Evropi je približno 10% podjetij, socialnih podjetij, menda 6% zaposlenih. Po Evropi je zaposlenih v socialnem podjetju, Slovenija na tem področju še močno zaostaja. Menite, da bi morali več narediti na tem področju? Ja, vsako delovno mesto šteje, tako da je odgovornost politike, da išče tiste okvirje, kako čim bolj spodbujati podjetniške ideje, jih realizirati in v končni fazi ustvarjati delovna mesta. In socialno podjetništvo je eno tako področje, ki se še ga da bolj razviti in seveda doprinesti potem tudi nova delovna mesta. Boste podprli ta predlog spremembe zakona o premoženju države in lokalnih skupnosti, po katerem bi lahko tudi občinske in državne prostore, se pravi prostore, ki so v lasti občin in države, oddali v brezplačen najem socialnim podjetjem za obdobje 3 let. To bi menda pomagalo pri njihovem predvsem začetnem zagonu. Je kar nekaj državnih in občinskih prostorov je nezasedanih in s tem nastajajo visoki stroški vzdrževanja in tudi mi smo že opozarjali na ta pojav. Sama sem recimo dala poslansko pobudo, da se tudi državna stanovanja, ki so nezasedana, namenijo za reševanje stanovanjske problematike mladih. In nekako v okviru tega je tudi ta ideja, ki so jo poslali državni zbor skupina poslancev, da se ti nezasedani prostori namenijo za razvijanje podjetniških idej. Zdaj dejstvo je, da država oziroma politika ne more direktno ustvariti delovnih mest, mora pa ustvariti neke pogoje, okvire, v kateri se podjetniške ideje lahko udejanijo in v katerem lahko nastajajo nova delovna mesta. In v tem duhu tudi mi smatramo ta predlog, ki je prišel in je zato ideja dobrodošla, vendar pa je potrebno potem določiti tudi jasna pravila, da ne bo prihajalo do morebitnih zlorab in potem bogatenja nekaterih na račun neke dobre ideje, ki pride v zakonodajo. Ampak lahko se računa na podporo strani vaše stranke, recimo, temu predlogu čisto konkretno? Ja, nam je predlog všeč, tako da bomo ga tudi seveda podprli. Tu potem ne bo delitve med koalicijo in opozicijo? Ja, to načeloma nikoli ne sme biti delitve na koalicijo in na opozicijo, ampak mora biti načeloma vedno delitev na dobre in slabe predloge. Kaj menite, bi še lahko tudi parlament, državni zbor, zakonodajna veja oblasti naredila na tem področju? Zdi se včasih, da strani vlade ni bilo dovolj predlogov ali dovolj posluha za področje socialnega podjetništva. Šele v zadnjem času je bilo nekaj tudi zakonskih sprememb na tem področju. Kaj bi bilo potrebno morda še narediti? Zdaj vidi se, da tistih nekaj posameznih primerov, s katerimi se je začelo socialno podjetništvo razvijati v Slovenijo, da je prineslo dobre rezultate, da se je zaposlilo veliko ljudi, tudi tisti, ki spadajo mogoče bolj v ogroženo skupino, ki težko najde zaposljivost, ki so težko zaposljivi in mislim, da še treba bolj omogočiti tudi na področju mogoče kakšne delovnopravne zakonodaje spremeniti, da se še lahko potem take osebe bolj zaposlijo v okviru socialnega podjetništva. Se pravi, potrebno spremeniti še več drugih zakonov, če prav razumem, mogoče tudi kaj na področju gospodarstva. Tu se, ne vem, če bi se vaša stranka vpletala v to zgodbo, ampak tu je bila ideja okrog Mercatorja, da bi tudi pri tem primeru se lahko vpletlo neke vrste zadružništvo, kooperativo, lahko bi rekli tudi socialno podjetništvo, menite, da je to realno? Zdaj, če želimo pomagati gospodarstvu, moramo čim bolj stremeti k temu, da vsa področja, ki se dotikajo gospodarstva, čim bolj prilagodimo potrebam gospodarstva, tako na področju delovnopravne zakonodaje, kot tudi zmanjšanje birokracije. Vemo, da vsi, ki se danes želijo neko podjetniško idejo razvijati, se najprej soočijo z velikimi birokratskimi ovirami. Tu je še veliko dela, ki nas čaka. Tudi na področju financiranja samih podjetniških idej, mogoče tudi prodora na druge trge, tako da je tu še ogromno stvari, na katerih se lahko potem spodbuja tudi samo gospodarstvo in mogoče odkriva tudi neke nove ideje, s katerimi bi lahko ustvarili nova delovna mesta. Hvala lepa. Hvala lepa.